Vodjo srbskega vladnega urada za Kosovo Marka Đurića so v Mitrovici aretirali in izgnali iz Kosova. Potem, ko se je, čeprav so mu zavrnili dovoljenje za obisk Kosova, skupaj z generalnim sekretarjem srbskega predsednika Nikolo Selakovićem v Mitrovici udeležil okrogle mize o odnosih med Beogradom in Prištino. Uradni Beograd se je že ostro odzval na dogajanje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je vdor posebnih kosovskih policijskih sil na okroglo mizo in aretacijo Đurića označil kot brutalno provokacijo in kot najhujše kriminalno dejanje, ki so ga prištinske oblasti ob očitni podpori nekaterih držav izvedle na Kosovu. Izpostavil je, da bodo odgovarjali vsi, ki so sodelovali pri ugrabitvi Đurića. Dejal je, da je Srbija spoštovala postopke, da je Prištino pravočasno obvestila o prihodu Đurića in da v skladu z bruseljskim sporazumom o obiskih Beograd obvešča Prištino, ne pa prosi za dovoljenje. V Kataloniji je danes vse več skupin zagovornikov neodvisnosti te španske regije blokiralo številne ceste zaradi nedeljske aretacije odstavljenega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta v Nemčiji ter priprtja več katalonskih politikov. Blokirali so avtocesto blizu meje s Francijo, državno cesto, ki Katalonijo povezuje z jugovzhodno špansko obalo, nekaj časa so bili protestniki tudi na severni in južni vpadnici v Barcelono. Odbor za obrambo republike, ki organizira današnje proteste, je sporočil, da so začeli cel cikel stalnih protestov, saj naj bi zadnjimi priprtji politikov in aretacijo Puigdemonta dosegli točko, s katere ni povratka. Sicer pa se protestniki zbirajo tudi pred nemškim zaporom, kjer je Puigdemont zdaj zaprt. Nemško sodišče je včeraj sporočilo, da bo verjetno trajalo nekaj dni, preden se bodo odločili, ali bodo izselili Puigdemonta v Španijo. Tako Severna Koreja kot Kitajska sta danes izredno skrivnostni in nočeta potrditi, ali je severnokorejski vodja Kim Jong-un res obiskal uradni Peking. Diplomatski viri v Pekingu so dejali, da je bil v njihovi državi na obisku visoki uradnik Severne Koreje, vendar niso povedali, kdo. A vseeno svetovni mediji poročajo, da je prav Kim Jong-un tisti, ki je danes prispel z vlakom v Peking. Če to drži, gre za njegovo prvo znano potovanje izven Severne Koreje po prevzemu oblasti leta 2011. Kitajska velja za glavno zaveznico Severne Koreje in njeno največjo trgovinsko partnerko, tako da je ugibanje, ali je Kim Jong-un prav zdaj na Kitajskem tik pred načrtovanim srečanjem vrha z južnokorejskim predsednikom Moon Jae-inom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom še kako na mestu.